Lep pozdrav vsem prisotnim. Najprej bi se vam zahvalil, da ste prišli na novinarsko konferenco. V nadaljevanju bo kandidat za volitve v Državni zbor, Tadej Slapnik, predstavil svojo vizijo za poslovanje in pa zagotavljanje dostopnih stanovanj za mlade. Tadej, jaz bi predal tebi besedo in te prosil, da poveš kaj več o današnji temi. Hvala lepa, Matej. Danes tukaj v Ločah predstavljam tisti prvi sklop svojega programa, tudi glede na prioritete, ki sem si jih zadal, zagotovo zaposlovanje in stanovanjska problematika, zagotavljanje dostopnih stanovanj za mlade je tista prioritetni del programa, s katerim nastopam na letošnjih državnozborskih volitvah. Jaz bi na začetku opozoril, da je trenutno v Sloveniji med 4500 in 6500 izgrajenih stanovanj na eni strani, na drugi strani pa veliko pomanjkanje in velika nedostopnost teh stanovanjskih enot strani predvsem mladih, ki do samih stanovanj ne morejo. Ta paradoksalna situacija je zagotovo posledica gospodarske krize, ki je nekje presekala tisto intenzivno vlaganje v izgradnjo stanovanjskih enot, financirano za strani bančnega sistema in za tisto krizo, ki je dejansko povzročila, da je večina gradbenih podjetij šlo v stečaj in je ta masa stanovanj nekje med tem, da jih zasežejo banke, ki so jih zavarovali s hipotekami, in med tem, da se ponudijo v odkup tudi prebivalstvu. Zaradi sicer podatkov, ki slovenske mlade uvrščajo v en sam vrh, neslavni vrh tistih, ki najdlje ostajajo pri svojih starših, se pravi, da si tam kar do 35. leta zagotavljajo stanovanjske probleme tako, da stanujejo doma, smo v stranki Zares pripravili predlog 4 ukrepov, s katerimi verjamemo, da je mogoče na področju zagotavljanja dostopnih stanovanj narediti konkretne korake v smeri zagotavljanja bolj dostopnih stanovanj. Prvi ukrep, za katerega se zavzemamo in jaz tudi kot kandidat, je, da se v nacionalnem programu stanovanjskem redefinira vlogo nacionalnega stanovanjskega sklada in vseh lokalnih stanovanjskih skladov na ta način, da se jim prepove graditi stanovanja za trg in da se jih izključno zaveže, da gradijo neprofitna najemna stanovanja. Namreč z neprofitnimi najemnimi stanovanji in nasploh z najemnimi stanovanji v Sloveniji lahko pomagamo in omogočimo mladim bolj dostopanje do stanovanj, ker se pač zavedamo, da je za strani mladih ob tem, ko stopajo v delovna razmerja, izredno težko dostopati tudi do kreditov, s katerimi bi lahko postali lastniki. Drugi ukrep je, da se obdavčijo vse tiste nepremičnine, ki jih državljani ne potrebujejo za svoje bivanje, se pravi, da se na ta način pospeši ali pa spodbudi oddajanje teh nepremičnin v najem ali pa njihovo prodajo. Tretji ukrep je, da se v nacionalnem stanovanjskem programu in sicer z ustreznimi politikami stanovanjskimi spodbudi vzpostavitev stanovanjskih kooperativ. Stanovanjske kooperative kot zelo uporabljen model, predvsem v skandinavskih državah, tudi v Švici, preko katerega si državljani lahko sami zagotavljajo neprofitna najemna stanovanja. Skratka, zagovarjamo potrebo, da se vzpostavijo pogoji za vzpostavljanje teh stanovanjskih kooperativ tudi v Sloveniji. Jaz na to temo bi povedal, da sem to pobudo, da bi tudi občini Zreče in Slovenske Konjice pristopili k pilotnemu projektu vzpostavitve prve slovenske stanovanjske kooperative pred časom podal že obema županoma. Oba sta se pozitivno odzvala in vkolikor bo sam ta pilotni projekt uspel tudi na razpisu švicarskega mehanizma, bodo lahko tudi občanke in občani naših dveh občin si urejali stanovanjske probleme oziroma urejali svojo najemno razmerje v stanovanjih v sklopu stanovanjskih kooperativ. Četrti ukrep je pa predlog zakona o stanovanjskem kreditiranju z jamstvom države, ki sem ga pa septembra vložil v zakonodajni postopek. To je pa predlog zakona, ki
direktno omogoča bolj dostopne kredite in finančno tudi bolj ugodne kredite za nakup prvega stanovanja. Tukaj smo omogočili z tem, da država pri tej kreditno-varčevalni shemi pristopi mladim do 40. leta tako naproti, da izda državne obveznice, s katerimi lahko državljani, ki vstopajo v kreditno razmerje, dolgoročno varčujejo. Na ta način v 25 letih z donosnostjo, ki jo garantira država, v celoti poplačajo glavnico kreditov, mesečno pa plačujejo zgolj obresti. Ta ukrep tega zakona, vkolikor bo sprejet, bi v praksi omogočil v primeru nakupa nepremičnin, na primer vrednosti 100.000 evrov, da more nekdo mlad, ki si ureja kredit, imeti privarčevanih 1/3 sredstev, se pravi 33.000 evrov, za temi sredstvi kupi državne obveznice, jih kot garancijo, dodatno garancijo poleg hipoteke na stanovanje, da zavaruje pri banki, na ta način ne rabi zaposlitve za nedoločen čas. Vemo, da je večina mladih tam do 35 let zaposlenih za določen čas in da imajo velike težave pri najemanju kreditov tudi zaradi tega. In z letnimi donosi, ki jih na te državne obveznice država garantira minimalno 4,5%, na ta način dolgoročno varčuje, kot sem prej omenil, in v celoti v 25 letih poplača tisto glavnico kredita, mesečno pa samo obresti na odplačevanje glavnice. Če to primerjamo z nekimi komercialnimi krediti, bi za kredit v vrednosti 100.000 evrov sicer mesečno mogel varčevalec oziroma kreditojemalec namenjati okoli 365 evrov. Z to shemo je pa ta znesek za dobrih 20% nižji in znese le 283 evrov. V sklopu teh 4 ukrepov verjamem, da so vsi takšni, ki so prilagojeni tudi na dejstvo, da država v času krize nima nekih sredstev, s katerimi bi lahko eksterno financirala to vrstno pač potrebno gradnjo stanovanjskih kapacitet, ampak pa vendarle z nekim pristopom, z ustreznimi politikami pa lahko zagotovi, da si državljani v velikem delu sami zagotavljajo ali najemna stanovanja v stanovanjskih kooperativah ali pa preko teh ugodnih kreditnih shem do lastniških stanovanj. Drugi tisti ključni problem pri osamosvojitvi mladih, poleg tega, da si zagotovijo stanovanje, je pa zagotovo zaposlovanje. Zaradi tega bom v nadaljevanju predstavil par tistih ključnih ukrepov, s katerimi verjamemo v Stranki Zares, da je mogoče ta trend povečevanja brezposelnosti ustaviti in obrniti navzgor. Jaz bi tu predstavil podatek, da je od začetka krize leta 2008 dalje v Sloveniji izgubilo zaposlitev preko 60.000 državljank in državljanov in da vidimo v Stranki Zares potrebo, da ta trend ustavimo najprej in zagotovo z nekim odmikom od pričakovane evropske politike, ki jo v Sloveniji zagovarja tudi večina političnih strank. V Zaresu prav nasprotno se ne strinjamo z politiko krčenja razvojnih proračunskih spodbud, ampak zagovarjamo en intenzivno vlaganje v investicije, premišljeno vlaganje zagotovo v tiste investicije, ki zagotavljajo večjo dodano vrednost, zagotavljajo zelena delovna mesta, naj si bodo to tehnologije večanja energetske učinkovitosti tako javnih stavb kot tudi zasebnih v obnovljive vire energije in tudi v zagotavljanje lokalne samooskrbe tako s hrano, vodo kot tudi z energijo. Nadalje zagovarjamo, da je potrebno 1% bruto družbenega proizvoda, to je približno 350 milijonov evrov, letno načrtno začeti vlagati v konkretne razvojne projekte, konkretne
gospodarske spodbude, ki bodo razvijale tovrstne tehnologije in tovrstne produkte, ki imajo višjo dodano vrednost in s tem zagotavljamo delovna mesta, ki ne samo, da so nova in dodatna, ampak so tudi boljše in boljše plačane, se pravi višje plače kot takšne. Nadalje se zavzemamo za razvoj in spodbudo razvoja socialnega podjetništva, delavskih kooperativ in delavskega soupravljanja v podjetjih, najprej zaradi tega, ker so se tovrstne poslovne oblike, predvsem v razvitih evropskih državah, izkazale kot izredno odporne na krizo. V veliki meri so se tovrstna podjetja izkazala, da navkljub dejansko največji krizi v zadnjih 80 letih po večini niso odpuščala, v nekaterih izmed teh podjetij, socialnih podjetij in kooperativ pa se je obratno, namesto zmanjševanja delovnih mest, pokazal pozitiven trend. Samo socialno podjetništvo kot tako, naj tu omenim, da sem bil sopredlagatelj zakona o socialnem podjetništvu, ki je sprejet in katerega osnovni cilj je, da v naslednjih 5 letih ujamemo najrazvitejše evropske države, ki v tem sektorju zaposlujejo kar 8% skupaj zaposlenih. Če to primerjamo z deležem v Sloveniji, ki je pod 1%, vidimo, da imamo možnost v naslednjih 5 do 10 letih zaposliti tukaj med 50 do 70 tisoč novih delovnih mest. Tudi primerljivo sami bruto družbeni proizvod v razvitih državah Evropske unije v sektorju socialnega podjetništva obsega kar tam okoli 10%, kar je kar 5-krat več kot pa primerljivih 2% v Republiki Sloveniji. Nadaljnji ukrep in tudi zelo pomemben je nadaljnje povečevanje vlaganja v raziskave in razvoj. Mi smo si zadali cilj, da se v naslednjih 5 letih pridemo na skupaj 3,6% BDP vlaganja v raziskave in razvoj, od tega za strani javnih sredstev zagotovljenih 1,2%. Na koncu naj še enkrat poudarim, da je poleg vseh teh predlaganih ukrepov ključno tudi to, da se zaženejo večji tudi infrastrukturni projekti, naj si bodi izgradnje, sem prej omenil, obnovljivih virov energije, naj si bodo nadaljevanje koriščenja evropskih sredstev za višanje energetske učinkovitosti javnih stavb. Tukaj zagotovo bi lahko z načrtnim vlaganjem, pa tudi za ceno dodatnega zadolževanja države lahko vlagali in bi bilo potrebno vlagati v spodbude državljanov, da si energetsko povečajo učinkovitost svojih stavb, kot tudi različne oblike vlaganja v visoke tehnologije, ki dosegajo višjo dodano vrednost pri proizvodnji. Če tako zaključim ta sklop teh ukrepov, lahko povzamem, da z zelenimi delovnimi mesti, z zeleno davčno reformo, ki bo razbremenila stroške dela in obremenila tovrstne proizvode, ki ekološko obremenjujejo samo okolje, z spodbudo socialnemu podjetništvu, delavskim kooperativom in solastništvu zaposlenih ter z vlaganjem v raziskave in razvoj lahko, kot sem na začetku omenil, obrnemo trend zaposlovanja navzgor in v naslednjih 5 letih zagotovo vsaj teh 60 tisoč delovnih mest, ki smo jih v času krize izgubili, tudi povrnemo za neko dodano vrednostjo, da bodo ta delovna mesta takšna, ki bodo imela večjo dodano vrednost, ki bodo dala predvsem možnost vsem mladim, visoko izobraženim tudi, da dostopajo do delovnih mest, ki bodo tudi ustrezno plačani in da na drugi strani tudi starejšim, tam po 50 letom starosti, predvsem v obliki različnih za te starostne skupine prilagojenih modelih socialnih podjetij, tudi takšna delovna mesta, ki bodo njihovim tako fizičnim kot tudi starostnim zmožnostim primerna.